Dober večer voščim, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelji oddaje Najvižja na VTV kanalu. Gledamo se spet, četrtek je tu, martinovanje je za nami oziroma za nekatere še pred nami. V glavnem, jaz in današnji glasbeni gostje smo glih komaj k sebi prišli od torka, tako da se lahko danes prikažemo pred TV ekrani pa kaj pametnega povemo. Jaz upam, da ste tudi vi martinovali in da je bilo luštno. To je velik slovenski ljudski praznik in seveda ima velik pomen sploh tam, kjer je vinorodni okoliš in vsi smo zelo veseli, tudi tisti, ki nismo iz takega okoliša, da lahko nazdravimo, pojemo gorsko, lince, rdeče zelje, ampak zdaj pustimo hrano in pijačo, kajti na vrsti je odlična glasba, ki nas danes čaka. Z nami so moji prijatelji, zelo sem vesel, da lahko pozdravimo v naši oddaji ansambel Dar in začnemo skladbo Prijatelji, kozarce dvignimo. Celo leto sem igral v terasah, vso ljubezen sem jaz trsu dal, da bi grozdje sladko nam podaril, vinca pravega nam dal. Pa prišel je čas trgatve naše, prišel pokala bo kot nekoč, malo pa bo svet Martin potrkal, tudi na našo zidanco. Prijatelji, kozarce dvignimo, naj pesem glasno zadoni, naj mlado vince ogreje kri, Martina žigen se slavi. Prijatelji, kozarce dvignimo, saj tu je čas prijateljev, nocoj se pilo in pilo bo, domov ne gremo. Sem igral v terasah, vso ljubezen sem jaz trsu dal, da bi grozdje sladko nam podaril, vinca pravega nam dal. Pa prišel je čas trgatve naše, priša pokala bo kot nekoč, malo pa bo svet Martin potrkal, tudi na našo zidanco. Prijatelji, kozarce dvignimo, naj pisem glasno zadoni, naj mlado vince ogreje kri, Martina žigen se slavi. Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev, nocoj se pilo in pilo bo, domov ne gremo. Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev, nocoj se pilo in pilo bo, domov ne gremo. Ja, obetaven začetek je to bil Prijatelji, kozarce dvignimo, pesem govori o nazdravljanju, o martinovanju in sedaj grem do njihovega poskočnega Roka. Evo, Rok, dober večer. Dobro večer, Jure. Kar je zdržal, če ne zameriš. Ja, tega je bolj varno. Bo bolj varno. Kak ste, Rok? Jaz sem zelo vesel res, da ste prišli v našo družbo. Kar jaz vodim, te oddaje smo skupaj tretjič in tretje gre rado pravijo. Čeprav tudi prvič in drugič nismo čist nič... Ni bilo nič narobe, ne? Zato smo lahko še tretjič prišli. Smo zelo veseli. Hvala, Jure. Jaz se že danes veselim, da pridete četrtič, veš. To je to, evo, bravo. Ste pa tudi na nek način, bi lahko rekli, skoraj domačini, no? Tako je, tako. Dva člana prihajata iz Šaleške doline, tako da smo zelo veseli. Da je tudi prav, da pol pridete večkrat, no, veš. Tako, z veseljem. Nam se pa tudi gre, veš, ker pol potnih ni tok, veš, imamo manj stroškov. Zdaj sicer moraš še Pohorca vprašati, kako so s potnimi pol, ampak za Pohorca ni noben problem. Drugi del oddaje namenjamo Pohorca. Ok, zmejeno. Prvi del se bomo tako normalno pravhali, ja. Zmejeno. Malo heca mora biti. Martinovanje je torej za nami, tisti Martinov torek je za nami. Povej mi, Rok, kaj si ti počel v torek, 11. zvečer?
V torek 11. zvečer smo bili z prijateljem, smo šla na eno privat zabavo, na turistično kmetijo pri Krošlovih. Zdaj verjetno tudi veliko gledalk in gledalcev pozna to kmetijo, vejo, da imajo odlično kapljico, tako da ti že skoraj ne rabim več naprej praviti, kaj se je zgodilo. Ne, tudi spomne se, ne, verjetno, ne? Ja, po 8 uri. Po 8 uri. Rik v 7 smo pa začela, ne? Sam toliko, da sem SMS dobil, da je bilo vse v redu, to je važno. No, super. Ja. Da je bilo vse cool. Ja. Da niste nič razbili in da ste dost vina spili, vidiš le. Ja, pošiljate se tudi ne spomni. Je super. Drugače pa je, lani ste praznovali ansambl 10. obletnico v Šoštanju. Tako je. Lep koncert je bil. Kakšni so občutki, kako se spominjate mogoče danes tega koncerta? Ja, zdaj lahko rečem, ko je minilo 1 leto, smo malo obujali spomine, gledali malo po albumih, slike in videoposnetke in ti povem, da pridejo tisti metuljčki kar nazaj, ampak pozitivni seveda, zelo je bilo, res smo še vedno zelo veseli odziva in energije v dvorani, tako da res neizmerno komaj čakamo, da... Da bo 20. obletnica. Ja, pa ne, pa tudi, da se vidimo še kdaj kje, kako rečemo v koncertu in pa zapojemo skupaj. Na zadnje ste bili pri nas, ne, to ni bilo na zadnje, ampak bili ste pri nas tudi pred koncertom, takrat smo vse skupaj povabila. 17. je bil pa koncert polja. Ja, ti si človek datumov, torej ti imaš vse naštudirano. Ti tudi verjetno veš, da ima žena rojsten dan na pamet, ali veš? Ja, pa če bi pa zelo vprašal, pa mogoče bi vedel. Mogoče bi vedel, ja. Bi že mogel vedeti, ker nas gleda verjetno. Zdaj imam to srečo, da ne bo pa kmalu priklopila, ja, ko otroci zaspijo. Te pa lahko zdaj čisto iskreno poveš, kaj si misliš. Ženo, tebi sem srečen. Ko se laza nazaj pogleda, veš? Ja, točno, pozabil sem, da je ta možnost, da pogleda za nazaj. Ne, prv lepo govorimo, ja. V glavnem, povej mi, ker tisti trenutek, recimo, ti je pa ne bolj ostal v spominu, kar se tiče koncerta, ne? Veliko lepega se je dogajalo, da boš rekel po koncertu. Ne, ja, tule mi že fantje sugerirajo, pa je res bil konc tisti, ki se mi je... tudi zaključni venček, a veš, ko si, sicer nisi še brez skrbi, veš, da še imaš do zadnje besede za oddela, do zadnje pike, do zadnjega rm-pa-pam, ko naredi, pol veš, da je konec, da si, je to res eno veliko breme bilo za nas, nismo si predstavljali, v kaj se spuščamo, pa če res je 10. obletnica, ja, ampak smo bili kar veseli, ko je bilo konec. To je tisto, da pa je vam padlo to breme in ste nazdravili s fanti. Ja. A ste si takrat, veš, kaj me še zanima, recimo prvo desetletje je torej za vami, zdaj ste že v drugem, zakorakali ste v drugo. A ste si takrat ob 10. obletnici pa zadali kakšne take, ne vem, velike spremembe, pa neke, ne vem, kako bi rekel, neke izzive, nove izzive. Ali ne, a ste rekli, boste tako delali naprej, ko delamo, pa radi se imejmo. Ravno zaradi tega, ker je bil odziv na ta koncert tak dober, smo v bistvu ugotovili, da si ne rabimo delati nekih blaznih sprememb, nekih velikih bombastičnih ciljev, bi rekel. Ljudje so nam pokazali, da delamo očitno prav in s tem bomo vztrajali še naprej. Super. Kako bi ti recimo z eno besedo opisal ansambl Dar? Lahko tudi z dvema mogoče. Če ti z eno ne najdeš. Kako bi recimo opisal, ne vem, z eno besedo, če bi mogel reči? Veseli. Veseli. Ja. To je dobro. Ja, mogoče nisem dovolj, kako bi rekel, mogoče bi lahko bolj, ampak nisem našel tiste še, mogoče, kaj bi še bilo nadgradnja tega, smo veseli, smo pa skonc. Ja. Razigrani, veseli. Recimo, prijatelji tudi. Prijatelji, sigurno. Tako, nagajivi, navihani. Ja, tisto pa verjamem. Nasmejani. Normalno, če imaš Pohorca na levi, kaj ti preostane drugega? No, ja pa se je Velenčana, nisem nič kaj druga. Šoštančana, pardon. Nikaj drugače, ne. V redu. Kako bi pa mogoče ti opisal, ne? Zdaj narodno-zabavnih ansamblov je veliko na glasbeni sceni, ne? Tako. Vas se kar prepozna, ko slišiš skladbo po radiju, to je že tak velik dosežek v današnjem času, če ti prepoznaš ansambl, ker je veliko podobnih glasov, veliko se mogoče tudi preveč se mogoče kopira, a ne bi rekel, ampak če je ansambl prepoznaven brez slike, potem je to velik dosežek. Ampak kako bi recimo pa ti opisal vaš glasbeni slog, recimo, po čem se morda razlikuje od ostalih, recimo? To pa sem prav hvaležen za to vprašanje, ker je zelo dobro vprašanje in lahko povem, da ansambl Dar
izvaja vse skladbe nekako po svojem načinu, tako kot mi čutimo. Mi čutimo skladbe energično, polke morajo biti energične, vesele, zbiramo čim bolj vesele pesmi, ker zdaj pač, če si nekje na nekem praznovanju, pač je fajn, da razveseljuješ Tako, ljudi. ja, Ne? tako. In pač imamo ta svoj način izvajanja, predstavljanja pesmi in se pravim, To tako je to. delamo. Ne ozirate se na druge, ampak delate tisto, kar čutite. Tako kot je nam všeč, ja, Tako, tako. In če ljudje to začutijo, kar je nam všeč, pol smo dali vse. In tako delo vam privoščim še v nadalje. Hvala. Da grem pa na svoje mesto, kajti slišali bomo naslednjo skladbo. Veselo polko, pa kaj, če se zgodi, pravijo veseli fantje ansambla Dar. Večkrat v življenju tako se zgodi, da gre kaj narobe. Rad bi pomagal, a ni pomoči, sreča gre po gube. Ko ti življenje pokaže zobi, nikdar ne obupaj. Toliko lepega čaka te še, le nasmehni se. Če se zgodi, da vse narobe gre, ne delaj si skrbi, saj življenje kratko je. Če malo potrpiš, prav nič ne izgubiš, spet nekaj lepega, prav kmalu doživiš. Kak dan, ko zalomi se vse in ti nič ne štima. Rad bi toplino poletnega dni, zunaj pa je zima. Ko ti življenje pokaže zobi, nikdar ne obupaj. Toliko lepega čaka te še, le nasmehni se. Če se zgodi, da vse narobe gre, ne delaj si skrbi, saj življenje kratko je. Če malo potrpiš, prav nič ne izgubiš, spet nekaj lepega, prav kmalu doživiš. Prav nič ne izgubiš, spet nekaj lepega, prav kmalu doživiš. Pa kaj, če se zgodi, pravijo razigrani, veseli fantje, člani ansambla Dar. Jaz grem pa zdaj do njihovega basista, tako, Matjaža. Prosim, To si pa lepo povedal. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Veš, kaj mi povej, a ste vi res člani ansambla taki flegmatiki, če veš kaj pomeni? Mislim pa kaj, če se zgodi, a imate res tak, recimo, če bi zdaj mogel izpostaviti, kjer je član ansambla, je najbolj tak, ko pravijo, da vse bo v redu, vse bo ok, in tistega, recimo, katerega člana ansambla pa najbolj skrbi vedno vse, če bo vse v redu, pa če bo ono. Andraža najbolj skrbi. Se zabavaš? On je tak zaskrbljen človek. Tako je, ko smo mi zdrav, no ja, se najbolj sekira, bo vse v redu. Najbolj flegma pa po mojem matic. Ja.
Je tudi najmlajši, a ne? Pa ko se ne sekira, ko bo vedno spelo, tako je treba. Ja, veš. Kje si pa, ti si pa tam nekaj vmes. Tu. Kaj za mene? Ja, kaj za tebe. Videl sta kar... Jaz pa mislim, da bom redu spelo, bo pa kaj... Pol pa, ja, lej. A veš kaj, fajn zgledate, čeprav vem, da to ni neka pohvala, če vas jaz pohvalim, vseeno v teh narodnih nošah. A je to vaša delovna obleka na vseh nastopih? Ponovadi se... Glavna obleka je narodna noša. Ne vem, najbolj zgleda v takem bendu. To je simbol. Ne? Ja? Tako da... Super. Pa še ne rečem. Ne, če vse si fajn povedal. Če vse si fajn povedal, zdaj že tako dolgo govorimo, da ti bom dal malo počitka. Hvala. Ni zakaj. In zdaj grem do Matica. Matic, pozdravljam tudi ti. Povej, tudi pri tebi je bilo veselo, a ne, martinovanje pa to. Ja, če bi rekel, da ne, bi se zlagal. Bi se zlagal, a ne. Sam ti si po mojem, ti si pa res tak pozitivček, se mi zdi. Kakor se da. Res, tebe pa nadavč videti, da se ne preveč sekiraš, a veš. Ja, pa ne vem zakaj, vse to je dobro, a veš, dobro za tvoje zdravje in za vse okoli tebe. Ne? Tiste stvari, ko morajo biti, ja. Morajo biti tiste, ko pa ni treba, pa... Ja. Pa ne rabijo. Ne? Če bojo, če ne bojo, ne bojo. Tako, in težko obvladujemo oziroma krojimo vse stvari, a ne gre, nekaj moraš prepustiti pač. Ja, res je. Fajn si to povedal. Povej mi, a se fantje po 10 letih nastopanja, oziroma že več, 11 letih še spodpadate kdaj s kakšno tremo, a pa recimo, kako se po napornih nastopih z utrujenostjo spodpadate, to pomeni, a ste fejs matrani, ali porabite en dan, da pridete k sebi, ali kako je? Načeloma probujemo tudi, vsak ne more reči noben, da po nastopu oziroma proti koncu nastopa ni zmatran. Jaz pravim, če da vsak 100% sebe na nastopu, kar mislim, da mi damo. Tudi pride kdaj, si ne slabe volje, ampak ne pokažeš več tiste energije. Ampak smo res taki ljudje na kupu, nas 5, da spodbujamo en drugega, da vse en ljudem damo, tudi če kjer mu kdaj pade mal mimika obraza, kaj dejmo, da je veselo, a ne? Ampak tudi samo ko reče nekdo, ne vem, Andraž je ponavadi pri nam tisti, ko nas žene, avtomatsko dobiš spet neko novo energijo, tako da. Torej spodbujate en drugega, recimo, če je en slabe volje, ga probate spraviti dobro. Mislim, ne slabe volje, ampak... Da nima tistega izraza Tako, veselega, se tako, čisto zastopimo. tako. Kak je pa recimo, če bi zdaj šla še malo bolj podrobno, bolj osebno, ne? Ker zdaj naši gledalci in gledalke že vejo, odkot prihajate, vse vaše uspešnice poznajo, vejo, kak je kjer mu ime, kakve gate nosi, koliko je star, vse vejo. In zato moramo imeti bolj taka vprašanja, veš, bi rekel, zanimiva, veš, da kaj noga zvejo. Da nas razgališ. Ja, da vas malo razgalim, tako je. Recimo, kak je pa status posameznika ansambla, a veš, na Facebooku, ko imaš tisti status, a je to, ne vem, poročen, samski, zapleteno, kaj imate vi? Ja, mi imamo sicer status, še sam ne vem, kaj ga imam na Facebooku. Ne, mislim, tako v življenju, ja. Sicer nisem še poročen, poročen je Rok, edini. Andraž, ta drug Rok, pa Matjaž, pa jaz še pa v razmerju, ja. So pa, okej, v redu, zdaj smo statuse pač dali skozi. Rok, dal ti danes malo več možnosti, da boš kaj povedal, ko si edin poročen, te čisto razumem, da prideš malo do besede. Drugač pa najbolj pridna, kar se pa tiče podmladka, sta pa oba Roka, ne? Ja, je tako, pa Matjaž. A pa Matjaž, okej, tako, no, super. Jaz pa Andraž še, ne vem, kak bi se izrazil. Še čakam. Še strelata v prazno, kaj bi rekel to? Ne si gotovo tega reči. Saj bom jaz rekel. V redu. Da boš ti kriv. Ej, a bi lahko recimo, čeprav vem, da je težko vprašanje to, od vseh vaših avtorskih skladb, ne, torej vseh skladb ansambla Dar, pa kjero izpostavil, oziroma bi rekel, le ta je pa res, zaradi tega me je pa ta pesem predvsem bolj všeč od drugih mogoče, a se da kjero izpostaviti, ker je recimo tebi osebno še posebej pri srcu. Ali imajo vse čisto isto težo? Načeloma, glede to, da so naše, so itak vse, smo vsi mogli biti zada, smo jih posneli, kakorkoli, so nam že v osnovi všeč, itak morajo biti. Izpostavo, mogoče naslednja, ki bo tudi prišla danes, Zrem za zlatim soncem, ima res neko posebno sporočilo. Jaz imam rad take pesmi, ko so čustvene, tudi od drugih izvajalcev, Slaka, vsega skup.
res se čist drugače najdem noter, ko pa v kakih pesmih, ko je pač čistek iskreno navadna polka, ko se špila, da ima neko besedilo, neko sporočilo, da se, ne da se začutiš, ampak nasploh ti gre po glavi, no. Ja. Jaz sem se malo zapletel. Ne, čisto v redu si. In to pesem bomo sedaj slišali. Mislim, da je, ne vem, a je že. Ja, zdaj se sedaj zrem za zlatim soncem. Bo. Matica. Fajn, za Matica, za tebe bo, torej, uživaj. Hvala. Fajn je zašpiliti. Jaz bom tudi užival v poslušanju. Torej, vi pa tudi pred TV ekrani, verjamem, da uživate. Zrem za zlatim soncem in en lep čustven valček samo za vas. Srce rodilo mlad, razum je hrepeniče, naj k tebi se podam, a sem zares se bal. Osamljen kot ustal, sem tiho in bojiče, a v sebi si želel, da bi te spoznal. Le sanjam zdaj lahko o tvojih črnih kodrih, zaljubljen fant, ki se zavedal ni tega, da videl več ne bo oči sanjavo modrih. Ko se odpravil sam, je pod svod neba. Nekje v dolini solz, zrem za zlatim soncem, tam upanje še tli, da znova srečam te, ker si srčno želim zgodbo srečnim koncem. Verjamem, da nekoč ti moje boš dekle. Osamljen kot ostal, sem tiho in bojiče, a v sebi si želel, da bi te spoznal. Nekje v dolini solz, zrem za zlatim soncem, tam upanje še tli, da znova srečam te, ker si srčno želim zgodbo srečnim koncem. Verjamem, da nekoč ti moje boš dekle. Verjamem, da nekoč ti moje boš dekle. Ja, Matic je imel čisto prav, res lepa skladba, lepo besedilo, čustvena in vsaka čast fantje. Zdaj grem pa spet do Roka, ker sem obljubil kak stavek več v današnji vdaji, ker je edini poročen član ansambla in vem, tudi jaz drugače ne bi bil voditelj, a veš. Ampak ko pridem sam lahko svobodno kaj povem, a veš. Tako, ja. Sva kar Boga mi daj povem malo, da se malo zasmili malo ljudem, no. Lej, sicer meni je en modri gospod rekel, ne, zakaj bi drugim šlo tako slabo, ne, zakaj še ne bi nam, ne. Zakaj še ne bi nama, ne. Ne. Ja, ne, sicer malo heca mora biti. Drugač pa, veš kaj me zanima, Rok, kako recimo ti usklajuješ družinsko življenje
z glasbo in z vsemi obveznostmi, tudi službo, recimo, verjetno hodiš. Ja. A ne? Mogoče lahko tudi za vse ostale povem, Ja. vse so vsi na pol živžejeni, ne, tako da Ja. isto srečo imamo vsi, da nas partnerke razumejo. Zdaj pri otrocih je malo težje to razložiti, ne. Otroci še zdaj po 10 letih še zmer vprašajo, kam greš, ne, danes Pa je bilo zakaj je spet treba, isto. ne? Ja. Ja. Dobro, ja, zakaj je treba, pač povem, da je to pa smokijo, pa čokolad, pa tega tudi ni, ne. To je pa dobro. To razumejo, Vidiš, zakaj to še je pa jaz treba. nisem rekel kdaj. Probaj, To je zelo ja. dobro, ja. Ali pa takle, Zakaj greš, idi da ti pol lahko smoke kupil? s potoma, ko greš domov, idi po lizike, pa, a veš, pa, Tako. ne, priješ domov, lej, ne. To bo v redu, ja. Tega ne bi bilo, Ok, ne. zdaj otrokom razložiš, v redu. Ja. Kaj pa, Pri ženi je pa tak, ja. Zdaj jaz moram povedati, jaz imam a ima res... tudi rada smokije? Ne, hecam se. Ja, tudi ti dam smoki, ja, pa ja. Po polnoči bomo to zavrteli, v redu, kar Pardon. povem, se je v redu. Ja, se so smoki. Ne, se. Ja, no, v glavnem gre se za to, da je takrat, ko smo prišla skupaj, ko smo se pogovarjala o tem, a bomo ali ne bomo, ne, par, sem jaz odkrito povedal, kaj se zasnoji. Da pač enostavno sem muzikant, sicer takrat, ko smo začela, še ni bilo to neki strašno resna muzika, pa tak, ne, potem pa s časom, ko smo vadili, pa ko smo dali skozi več ansamblov, pol na koncu sem pristal v ansamblu Dark, ki je zelo zaseden ansambl in enostavno sem mi povedal, enkrat bo prišel tisti čas, ko pač me ne bo tudi cel mesec, kak vikend doma, ne, mislim vikend, da ne bom imel fraj in hvala Bogu, Razumejo, ne? razume, ja, mora razumeti. Povej Še mi, oženila me je, poglej. to je krasno, vse, Seveda. kera te ne bi, a veš. No, ja. hvala. Veš, kaj bi Danes povej? nam laskaš. Ja, danes je tak prijazen. Ko malo, doma ne veš, bo. ja. Veš, kaj bi povej, recimo, a pa tudi, kako se znajdeš ti v kuhinji? A tudi, recimo, kdaj skuhaš kaj je dobrega, recimo, kako nedeljo, ko imaš čas? Ali rečeš, takrat, ko si ti na vrsti, gremo pa ven jest? Ja, pri kuhanju sem jaz bolj pri kakih pečenih jajcah, pa palačinke so že više kulinarike, ne. Sem pa recimo včeraj, no, ker smo bila prej pri poroki, včeraj sem pa prvič poskusil poročno darilo, ki ga nama je dala moja sestrična in njen mož. Raclette, mislim, da se reče, to je nek tak poseben švicarski ali francoski žar, kjer si lahko ti sam pripravljaš hrano gor, ne. In Ja. je zelo praktična reč, če se ti ne ljubi kuhati, ne. Postaviš na mizo, daš otroke za mizo, žena za mizo, rečeš, tule imate narezano meso, krompir, sir, kruh, nadevajte si gor, kaj boste jedli, pa si spečete. To je pa res dobro. In je res dobro, ja. In Dobro. pa si nadeva vsak po svoje, kar želi, no, skratka, za prvič je bila uspešnica. Je Je bilo uspelo. uspešno, tudi ti je ratalo. In mi je ratalo narediti čudovito večerjo. No, super, čestitke. Hvala. Boš mi povedal, pol še tisti recept, pa ki se tak žar kupi. Lidl. Ne rabiš direkt odgovoriti. Lahko rečeš, bom povedal. Malo se hecam. Veš, kaj mi še povej, da imamo bolj take globoke teme. Ne? Ja, smo kar Recimo, začeli. ja, kak je pa recimo recept pri novih avtorskih skladbah, da vseeno, a ne, vi ste narodno-zabavni ansambl, torej korenine narodno-zabavne glasbe segajo nazaj 60-70 let, a ne? Ja. Ali pa še več. Ja. In kljub temu pa zdaj raste recimo nova mladina, novi otroci, a ne, ko jim tiste korenine mogoče ne pomenijo toliko, a ne, ko pa tistim starejšim. In zdaj, da ti ostaneš narodno-zabavni ansambl in da vseeno greš z korakom Ja, naprej, kaj si se zdaj spomnil? zdaj sem se spomnil isto, ne, to pa mogoče ni da. Ja, če misliš, da ni pol poisti. Je recept, ki se ga splača upoštevati, samo bom jaz privat rajš to, ker to je za plačati. okej, Da to okej. povem, je Da za imaš plačati. predavanja. Ja, ne, Ja. privat, če kdo želi kak na svet, lahko povem. A kako stati? Ne avtor, ampak glede partnerstva se gre, ampak je zelo tesno Ne, pa nisem jaz mislil povezano zdaj z- glede partnerstva. Z avtorstvom je A ja, zelo z tesno avtorstvom je povezano, zato povezano, sem se ja. spomnil. Ja, ja. Malo mi je asociacija prišla na tisto, da ti zdaj povem. Recimo pri novih skladbah, pri meni osebno je tak. Jaz, mislim, ko začutim nekaj, da nekaj nastaja, da se bo nekaj zgodilo, da bo prišla nova skladba, recimo, ne, poskušam ne gledati na to, ali bo
ali bo všeč mladim, ali bo všeč starejšim. Ne? Poskušam ne gledati na to, komu bo všeč, ne? Samo pač napišem jo in ji povem, to je moje delo, tak sem jaz. Okay. Najpol, kdor želi, bo sprejel. Nekomu bo sicer všeč. Nekomu bo sigurno všeč. Ja. Dobro razmišljam. Teda na tak način, zdaj pa si poveži, pa to za... Lepo si povedal. Boš mi pol daje povedal brezplačno. Tebi brezplačno. Hvala lepa. Gremo naprej z naslednjo skladbo. Tvoje modre oči. Darovci imajo radi dekleta z modrimi očmi in zato so tudi podarili to skladbo vsem dekletom, slovenskim dekletom z modrimi očmi. Jaz sem navaden fant, pošten in priden, kar se da. A ker sem muzikant, priznam se malo mehkega srca. Lagati nisem vajen, to mi piše na oči. A tvoje učke plave vabijo me v grih. Odkar sem te spoznal, želim, da z mano si vse dni. Če tribam pomlagal, samo da želja se izpolni mi. Sedaj izmišljam si izgovore, da s tabo sem. S prijatelji na pivo skoraj več ne grem. Tvoje modre oči so prepričale me, da si izmišljam laži, samo da moje bi bile. Tvoje modre oči krajšajo mi noči in spati mi ne pusti, ker mislim le na ti. Odkar sem te spoznal, želim, da z mano si vse dni. Če treba bom lagal, samo da želja se izpolni mi. Sedaj izmišljam si izgovore, da s tabo sem. S prijatelji na pivo skoraj več ne grem. Tvoje modre oči so prepričale me, da si izmišljam laži, samo da moje bi bile. Tvoje modre oči krajšajo mi noči in spati mi ne pusti, ker mislim le na ti. Tvoje modre oči krajšajo mi noči in spati mi ne pusti, ker mislim le na ti. Ja, tvoje modre oči, pravijo člani ansambla Dar, in ker je že dobre pol oddaje šlo mimo in ker sem obljubil že na začetku, da drugi del oddaje pa pripada Pohorcem, je najbolj, da grem kar do Andraža, da me je kakega pristnega Pohorca. Andraž, kar stop malo naprej. Dobro večer. Jaz sem tako vesel, ko midva kjero rečemo, res. Sam se te pa kar malo bojim, no, ker res naziv... Ja, a veš, to so, mislim, take različne zgodbe so v Pohorcih, a veš. Jaz sem vse sorte čul. Ti imaš zihar, kjero... Ja, glih sem te mislil vprašati. A veš, ko dobiš, če recimo Pohorca poliješ z sokom ali pa Coca-Colo, karkoli. A veš, ko dobiš? Ne vem. Batine. Ta je dobra. Jaz se tam kar malo izogibal. Tule nisem navaren. Tole nisem navaren, ko nimamo pijače, ne? Ja. Drugač pa, zadnje, ko smo se menila, torej ta kitara je tvoje delo. Ja, res je. Res je, se še s tem ukvarjaš Še, ljubiteljsko. Še, tako, Ampak tako. je to Poleg kar tak... službe pa Tako. glasbe, ko še dopušča časa. Časa pa kitare delaš. Tako.
To je res, pol si cel človek v muziki, to je pa res, Ja, res je. lepo. No, veš, jaz ne izdelujem sam nobenega inštrumenta, igram pa harmoniko in ne vem, kak bi bil občutek, če si bi sam naredil. Verjetno je to en dober občutek, tak pristen, ko si Ja, to je narediš svoj res. inštrument sam. To je res nekaj posebnega. Ko daš prvič strune gor, ko jih napneš, ko ne veš, kaj bo, delaš 100%, ampak vsaka kitara je drugače les, drugače dela. Ja. In ko narediš prvi ton, to je občutek za, ne vem, kaj bi rekel, za milijon evrov. Ja, pa bi lahko rekel, da je ta kitara tvoj najboljši izdelek, ali tudi mogoče ne, da si sam navajen. Veš, ne vem, koliko kitar si ti recimo izdelal, dokler si rekel, ok, to bom pa uporabljal na dolg rok. To me zanima. Dejansko je tole moja prva kitara. Naredil sem jih že 12-13, prva je pa ostala doma. Tako da, Tudi lepo, da ima eno tako simboliko tako je, v sebi, super. malo za spomin. Super. Drugač pa, tudi, veš, da ne bom kjerga člana, bom spustil rok, tudi do tebe pridem. Se vem, da si želiš. Ja, in videla sta pa ritem ansambla Dar, to je tudi zelo pomembno, a ne? Ritem sekcija, jaz rečem temu, a ne? Tako je. In basist pa kitarist morate kar fajn zastopiti, a ne? Mislim, Ja, res je, medva se že praktično poznama celo življenje. Bila smo v vrtcu smo že bila skupaj v tistem razredu najprej. Osnovna šola, smo bila sošolca, srednja šola, sodelavca, igramo skupaj, tako da več kot z mojo. pa še, Smo skupaj. bolj poznata en drugega. Ja, res Recimo, je. In to veliko vpliva pri glasbi tudi, da se tako poznaš. ja, kar fajn ga včasih mimo vsekata, ja. Ja. Samo ko zafušamo, skupaj zafušamo. Usklajeno Tako. zapuščate, to je pomembno. Malo se hecamo. Ne, recimo, no, ko si tega, da se tako fajn poznata, te pa povej recimo najprej eno slabo navado roka in pa eno dobro navado, ali pa slabo stvar pa dobro stvar, recimo. Lepo previdno, ne prej mogoče. V bistvu slabi stvari ni zdaj. Lega, slabih stvari ni. Čakaj, pridem jaz vmes. Ne, mislim, mogoče kakšna slaba navada, ne vem, ali Slaba smrči navada. po noči, ali ne vem. To ne vem, no. Ali grdo vozi mogoče, ne vem. Vozi pa odvisno, koliko imamo časa, no. Je lahko tudi kar adrenalinsko, sicer ne pokaže, prvo on meni govori, kako voziš, samo ko pa pol sedeš zraven njega, pol vidiš, ko je vlak smrti. Ok, zdaj smo šla, med vrsticami povedal eno mogoče slabšo lastnost. Zdaj še pa povej nekaj lepega, mogoče za zaključek. Lepega, ogromno je lepega, ogromno smo skupaj doživela takšne in drugačne stvari, smešnih, žalostnih. Tako da, lepo je, da imaš toga prijatelja, da si že tako dolgo povezan, no? Super, Da, super. ja. Da grem pa še res malo do Roka, če ne zameriš. Rok, dober večer, tudi tebi. Tisti tak, se mi zdi tak najbolj, a sem ti že rekel to mogoče, ta kompliment dober imam. Jaz se vedno ocenim, recimo, tistega člana, ko je najbolj tak premišljen, preudaren in to si mi ti, recimo. Misliš? Ne vem, tako mislim, tak tih človek. Ja, tih, ja. Tih, ja. Ja, premišljen pa niš tak. Povej mi, a si za današnji prehod v oddajo že mogel ketne montirati? Ne še. Ne še, nimate že snega. Še ne. Bo pa počasi. Bo pa počasi. Ja, vsak. No, recimo pa še ti povej, kako se je umaknil, Evo, zdaj. evo, Pa še ti mogoče povej, da mu vrneš malo, mogoče kako slabo razvado, ki ima Andraž in pa nekaj dobrega, če boš se slučajno spomnil. Ja, drugače dober kukruh. Sem je pa tečen tudi, tako da... Preveč ga ne smeš, pa pred spanjem, a ne pojesti. Zdaj mi je pa žal, da nisi še kaj povedal. Zdaj mu je pa žal, sem zdaj ne dobi več. Zdaj je fertik, ne? Dober človek je. Ko je rekel, ja. Ne, v redu, ja. V redu, ja. Tako je rekel, smo že povezani na dolgo let in naj tako še ostane. Naj še ostane na mnogo leta. Super. Hvala lepa. Enako. Tako, zdaj pa ne vem, kam hoditi, zato ker bomo slišali naslednjo skladbo. Pogledali si bomo videospot v sodelovanju ansambla Dar in pa skupine Gemaj pod tvojim oknom. Pod tvojim oknom zdaj stoji in čaka
čakam, da mi luč prižgeš. Le tebe si močno želi, veš, le po tebi hrepenim, pod tvojim oknom sem razlil. Ljubezni svoje srčno bolj, rad tvojo bi ljubezen pil in svojo s tabo bi delil. Zdaj le odpiraj, ljubica, ni svoja rajska polkenca, saj vidim, da že luč gori in kmalu se prikažeš ti, a prav potiho jih odpri, da mamica se ne zbudi, da varno skrijeva poljub, ki poln željavo in obljub. Pod tvojim oknom zdaj stojim, po zvezde svetijo v noč in prav potiho zadrhtim, da ne odpreš, mi se bojim. Ni svoja rajska polkenca, saj vidim, da že luč gori in kmalu se prikažeš ti, a prav potiho jih odpri, da mamica se ne zbudi, da varno skrijeva poljub, ki poln željavo in obljub. Da varno skrijeva poljub, ki poln željavo in obljub. Tako krasen izdelek smo slišali v sodelovanju ansambla Dari in skupine Gemaj. Še vedno spremljate oddajo Najviža. Še vedno je v naši oddaji Martinovo razpoloženje. Veseli smo, razigrani, ampak 0-0, to je naš moto, vsaj ko smo na cesti ali pa v oddaji Najviža, tako pravijo fantje. In gremo kar naprej. Nič ne de, pravijo z naslednjo polko. Prisluhnite. Dobro veš, da mlada deklica želi si fanta pravega, ki ni milča, ampak veseljan, med vsemi korenja. Ni rečeno, da si pravi fant, če nosiš kis daljinski kvant. Prenevarno tvoje je srce, preveč norosti skozen gre. Želi si fanta pravega, ki ni milča, ampak veselja, med vsemi korenja. Praviš, da v
nič ne di, če se razvi, da si sosednji zahajal vas. Skrbite le, če se razvi, da rad se hvališ na ves glas. Prav nič ne di, če se razvi, da včeraj si preveč popil. Skrbite le, če se razvi, da si od fantov tepen bil. Če se razvi, da včeraj si preveč popil. Skrbite le, če se razvi, da si od fantov tepen bil. Skrbite le, če se razvi, da si od fantov tepen bil. Ja, nič ne de, pravijo fantje v veseli polki. Zdaj grem pa zopet do Matica. Ja, ti kar za meni je lepo umiral. Te moram prav pohvaliti, ker se ti res vidi, kako uživaš, ko špilaš. Veš, da nimaš tistega umetnega nasmeška, ampak prav uživaš, razteguješ svoje harmonike. Nekaj draž, da imaš prav velike sobe. Zato se moraš pa smejati. Ja. Je no, lepo. Ne, mislim, rad špilaš, verjetno. Ja, ne, prav. zelo. To je pač harmonika, je skoraj 24 ur na dan, mislim, 24/7. Razumem. Na ta način. To tudi zato, ker poučuješ tudi, ne? Ja. Si mentor mladim in budnim. Je tako. In povej mi, kako se ti pa tu zdi, a si tudi vedno želel recimo postati učitelj diatonične harmonike, ali je to prišlo? Sicer nikoli, ne da nisem imel želja je bila, ampak ne že tako hiter, ampak se je pač tako vse skupaj obrnalo, da je pa zdaj tako eno. Ja, sem mentor že 4 leta, 4. leto teče, ja. Pa imam plan še biti, pač veselje mi je to delati, znanje predajati naprej. Super. Tako da ja, tudi mi se, kot vsak človek se uči celo življenje, tudi vedno prije kaj novega. Veš da. Tako da. Kdo je pa tebe sploh navdušil do harmonike? Je to tvoj prvi inštrument ali igraš še kaj drugega poleg harmonike? Ja, to je moj prvi inštrument, igram še bariton, bas kitaro, ampak to mi je glavno. Super. Kdo te je navdušil? A imaš že v družini? Je bila že prej glasba? So že v sorodstvu. Skoraj cela žlahta po domače povedano, nas je muzikantov 80% ziher. To da je kar veselo, ko imate kako srečanje. Ja. Če pa nim, si pa naredimo. Si pa naredite, da. Kakšno vlogo recimo ima po tvoje glasba pri povezovanju ljudi? Recimo, si ti predstavljaš eno veselico ali pa eno veliko gruč ljudi zbranih, recimo tam je pijača, tam so hostese, tam je vse lepo in prav, dober ambient, ampak da muzike ni recimo. Ne predstavljam si, ker vsi vemo tudi sami kot muzikanti, tako tudi ti, če si žalosten ali da imaš slab dan, kaj si narediš, vzameš harmoniko, zašpilaš, svet je lepši. Ja, res je. Tako da ne predstavljam si, tudi že, če je zvočnik nekje na fešti, mi ni to, ne? Če je harmonika oziroma bilo kak inštrument, tudi sama kitara, kakorkoli je to čist neki drugi. Ni fešte brez harmonike, skratka. Tako. Vse pa ti preleviš tudi, glih zanj sem videl, ker pridno dajete tudi na socialna omrežja svoje posnetke na nastope. Pri zabavni se pa tudi ti, si pa Jack, tam pa harmonika. Tam gre pa harmonika malo na stran. Postopiš malo na sredino, pa malo zapoješ, ja, res je. Pa se punce malo nasmijo v prvi vrsti, pa je svet kar lepše. Ja, pač, ko smo delali zabavno glasbo, smo pač šli na to, itak nam je narodna glasba najbolj prioriteta, ampak ko smo šli na zabavno, smo gledali, kjer stvari se dajo izboljšati, kak bi, da bi boljš naredili. In je pol pač najboljša varianta prišla na to, da pač... Da stopiš ti malo naprej, pa zapoješ kjer. Ne samo zaradi mene, ampak nasploh celota v tem. In je pol pač nastalo to, da sem jaz pevc pri zabavni glasbi. Pa se moraš malo pohvaliti, ker Dora Ruba se sama hvali. Da je prav, vem pa, da si misli, da je celota pomembna in cel band oziroma ansambl in to je super. Je krasno, no. Nič, slišali bomo naslednjo. A je kjer gasilc še med člani? Slučajno. Ne, med nami pa gasilca ni. Ni, a ne? Ne.
Spet, ker ne vem, se je slišalo Andraž je rekel, pogrli vsi. Sem te probal malo imitirati, jaz sem njimi ratalo, veš. Korošca pa Pohorca skupaj spustiti, to ni. Med nami ni gasilcev, jih imamo pa neizmerno radi, spoštujemo njihovo delo, vse skupaj. Radi nastopamo na veselicah gasilskih. Brez njih ne bi bilo gasilskih veselic. Res je. In veselja in pa Bilo kakšen. mirnih noči, ne? Tako. Vedno, bilo kaj pride narobe, večinoma zmeri gasilci prvi reagirajo, tako da res Super, ja. spoštujemo in kapo dol za to delo, ki ga upravljajo. Absolutno. In naslednjo skladbo ste podarili gasilcem. Tako, in gasilkam. In gasilkam, tako. Ja, fantje pravijo v naslednji skladbi Na pomoč, pa ji prisluhnimo, torej te veseli polki. Na pomoč, pozno noč. Zaljubil sem se v gasilko, ko v uniformi je kenarila. Jo hrabro vprašal za številko, smeje je rekla 112. Sem parkrat še poskusil srečo, pa mi je tiho šepnila. Za odrom počakaj me, ko se zdani, da naučim te priklapljati cevi. Gasilka, daj pokaži mi, tiluliluli, kako se ogenj pogasi. Res ne vem kako, a vse bolj vroče je bilo, celo noč je klicala na pomoč. Tiluliluli, gasilka, daj pokaži mi, tiluliluli, kako se ogenj pogasi. Res ne vem kako, a vse bolj vroče je bilo, celo noč je klicala na pomoč. Na pomoč, na pomoč. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, na pomoč, na pomoč, na pomoč, pozno noč. Zdaj vzljubil sem te veselice, saj moja le gasilka streže me. Ni daleč take lepotice, le ona pogasiti zna srce. Še danes večkrat me pokliče in reče mi besede ti. Počakaj me, ko se zdani, da naučim te priklapljati cevi. Tiluliluli, gasilka, daj pokaži mi, tiluliluli, kako se ogenj pogasi. Res ne vem kako, a vse bolj vroče je bilo, cela noč je klicala na pomoč. Gasilka, daj pokaži mi, tiluliluli, kako se ogenj pogasi. Res ne vem kako, a vse bolj vroče je bilo, celo noč je klicala na pomoč. Na pomoč, 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 pozno noč. Hej! Na pomoč, pravijo fantje. Ja, hvala Bogu, mi v današnji uri, ki se nažalost izteka, nismo rabili kakšne posebne pomoči, razen vašo pomoč sodelovanja, da je vdaja, mislim, da zelo dobro izpadla. Pa mi povej, a imate mogoče skupaj kot ansambl kako tako veliko željo, recimo nastopati na kakšnem takem odru ali pa ambientu, recimo, kjer še niste, ali pa bilo kaj, recimo, imate eno tako skupno željo, recimo neko iskrico. Pustimo zdaj tisto, vem, da si vsi želite veliko nastopov, pa zdravja, okej, ampak... Okay, to vsak reče, ampak ne. A imaš, recimo, ti osebno se lahko študiraš, recimo, če ti bi bilo dano, ki bi ti, lahko je tudi izven naše ljube Slovenije, ki bi ti, recimo, rad... Ne, Andraž nima rad letala, tako da tja ne. Aha, okej. Sam bo težko, kje se z avtom pripele, pa mogoče, če ga uspavate. Ja, da ga piknemo z injekcijo, pa. Ja, samo igel se pa tudi boji. Ja, ti pa spet ne vrede. Ne, saj bo. Ja, lej, čas bo naredil svoje, mogoče bomo tudi daj šli čez lužo. Ko pa vem, Ne spomnim se zdaj kaj takega, da bi imel neke...
A veš, leta 2018 je bila Noč Modrijanov, ne? Ja. In takrat smo preko izbora imeli to čast, da smo nastopali na, mislim, da je to največji narodno-zabavni oder v Sloveniji. Tako. Tako da, ko si želiš pol še več, kot Saj je to, čisto da v redu. imaš srečo pa zdravje, da te še kdaj povabijo, pa Drugače pa obvezno bo, ko bo 20, mogoče celo prej še kak koncert, ampak do tja je še daleč. In, Ja. Drugače pa fanti uživate tudi na manjših odrih, v manjši množici in večji množici. Veš, A se kak je? predajate, kakem razmerju ste vi s publiko, recimo? Publika verjetno vam daje energijo, predvidevam. Ja. Hkrati vam jo pa tudi jemlje, verjetno, ker morate se vi razdajati za publiko, če se jaz prav to predstavljamo, ne? Zdaj, najboljše je to, ker ko si nekje na igranju, se lahko res povežeš z občinstvom. Mi to delamo, zdaj imamo brezžične mikrofone in vse te zadeve, razen mogoče na kitari, na basu še ni, pa če treba pet pa špilati, je problem pol mikrofon s sabo nositi, ne, ampak recimo mi trije, pa imamo že vse brezžično in z veseljem gremo med publiko notri na plesišče, ali pa ko je prvi ples, ko je pozdrav, pridemo med občinstvo notri, jim zaigramo, tako da in publika to začuti, da se povežemo že takoj na začetku igranja, jim veliko pomeni, ne? Da vidijo, da nismo samo na odru, no? Da gremo tudi med njih, da smo čisto navadni ljudi. Jaz si že kar predstavljam, tako si zdaj rekel, recimo, jaz že Andraža vidim tam, ko je ura 3 po noči, pa ko je taka tehnika, je dead, že verjetno zelo ne veste, sedi tam. Ja, ne, tist ne. Ali se narobe predstavljam? Rad pa gre s harmoniko, pa rad zaigra tudi par ljudskih, pa tak, da družba zapoje zraven njega, to pa... Andraž? Ja, pa tudi Matice, ja. Aha, Oba. ja. Super. Tako da. Da ste taki ljudski in odprti. Ja, Super. moramo biti, to je, mislim, glasba je... dar, tako je. Dobar, si me rešil zdaj. Lepo povedal. Ja. Hvala lepa vam za obisk. Jaz sem se imel v vaši družbi čudovito. Hvala vsem fantom Jure. in pa vidimo se v naslednji priložnosti. Pa hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem. Super, hvala lepa. Tako, tudi vam hvala, da ste nas spremljali. Želim vam en lep vikend, ki je pred nami. Mrzle noči so, bolj mrzli dnevi, zato se toplo oblečite, da boste v formi in zdravi. Veliko se gibajte in seveda ob večerjih ne pozabite na sploh, pa seveda ob četrtkih na najvižjo. Se gledamo torej prihodnjič, do takrat vse dobro. Za konec pa še ena vesela polka z naslovom Spet me razganja. Lahko noč. Ostati doma je problem. Žene me kot da benzin me poganja, harmoniko vzamem in grem. Ko jutranje sonce gori pozlati, se vračal domov bom iz nočnih poti. Smeji me pozdravljala cela pobas, ko vriskal in pel bom na glas. Polna je luna in spet me razganja, nocoj ga s prijatelji bom pil. Spet bo veselo in prsi bo vrelo, bom z vinom srci si hladil. Ko jutranje sonce gori pozlati, se vračal domov bom iz nočnih poti. Smeji me pozdravljala cela pobas, ko vriskal in pel bom na glas. Miren večer je, a spet me razganja.
zganja, ko mrak bo, bom k ljubici šel. Da vedno njen bom ji tiho povedal, poljubil jo k sebi prižel. Ko jutranje sonce gori pozlati, se vračal domov bom iz nočnih poti. Smeji me pozdravljala cela pobas, ko vriskal in pel bom na glas. Smeji me pozdravljala cela pobas, ko vriskal in pel bom na glas. Ko vriskal in pel bom na glas.